Včeraj smo s projektom izložbe odprli niz teh januarskih dogodkov. Gre za to, da starejše razglednice in fotografije iz fototeke Pokrajinskega arhiva Maribor so razstavljene kot v bistvu galerija na prostem na Slovenski ulici, na Gosposki ulici in potem na Jurčičevi ulici. 17. januarja ob 18. odpira vrata Literarna hiša na Vojašniški ulici 12 bo zaživela. To bo pravzaprav osrednja na novo vzpostavljena literarna institucija Evropske prestolnice kulture. Programsko bo združevala Mariborsko literarno družbo in Društvo slovenskih pisateljev ter številna ostala literarna društva, založbe ter posamezne ustvarjalce na področju literature. Odprta bo vsak dan med 10. in 14. uro ter med 17. in 20. uro. 18. januarja ob 18. pa se na Glavnem trgu odpira Hiša znanosti, center eksperimentov. Njen namen pa je seveda če rečemo preprosto, vzpostavljanju oziroma prikazovanju oziroma predstavljanju znanosti na poljudno-znanstveni, zabavni način. 20. januarja ob 11. dopoldne vas vabimo na odprtje projekta Ulični strip, ki bo s 17 stripovskimi sličicami zapolnil polomljena okna, razpadajoče fasade, uničena pročelja in nefunkcionalne objekte na Koroški cesti preko Tkalskega prehoda do ulice Ob Jarku oziroma tukaj do Leona Štuklja. 25. januarja ob 18. na Lentu otvoritev slikarske razstave likovne umetnice Jasne Kozar. Posebnost te galerijice je, da je ena najmanjših galerij v Mariboru sploh s svojimi 12 kvadratnimi metri. Svetlobno obzidje je nastalo iz te začetne ideje, kako narediti ene vrste oder iz Maribora. In potem je ideja, seveda nekako je treba zamejiti ta prostor in ker je tako ali tako osnovna tema ključev mesta je urbanost Maribora in je torej obzidje neke vrste tak simboličen prostor, znotraj katerega se dogajala pa ohranjala urbanost v Mariboru. Mi smo mislili najprej narediti tako z tako zvanim laserskim zidom, kot se reče, ampak je pa to izredno draga zadeva, tako da smo se morali odreči in smo potem spremenili koncept, ki pa mislim, da bo enako dobro deloval, in sicer z 2 svetlobnima žarkoma v višini približno 6 metrov in z neko markacijsko črto po tleh, točno po črti, kjer je obzidje res obstajalo.